Torej, dober večer vsem skupaj, dobrodošli nazaj na Parabellum. Kot vidite, sta z mano general Capitini in Daniele Moro. Preden začnemo, bom poskušal narediti kratek povzetek tega, kar se je zgodilo v teh tednih. Ker so bile seveda med premirjem številne kršitve, vendar to niso bile kršitve brez pomena. Pravzaprav je vsak od obeh nasprotnikov poskušal izkoristiti situacijo v svojo korist. Oba sta poskušala preprečiti, da bi se vojna vrnila na prejšnjo kinetično raven, torej v odprt konflikt, vendar je kljub temu prišlo do številnih dejanj na obeh straneh. Pred 2 dnevoma, torej 26. med 25. in 26. so Združene države napadle čolne, ki so praktično izpluli z otoka Larac, ki je na zemljevidu označen, za tiste, ki niso zelo dobro seznanjeni s tem območjem. Kakšna je situacija v ožini Ormuz, ta otok tukaj, ki ga Iranci smatrajo za svojo nepotopljivo letalonosilko? Na tem otoku, ki je praktično Damoklejev meč usmerjen na promet skozi Ormuz, so tako protiladijski raketni sistemi, kot tudi številni drugi objekti, tudi skrite z nekaj majhnimi jamami in podobno. Od tam izpluje večina iranskih čolnov, ki so bili v zadnjih tednih precej dejavni. Kakšen je torej problem? Izgovor, ki so ga uporabili Američani, je bil obrambno delovanje, ker naj bi bila ta dejavnost recimo označena kot poskus miniranja ožine. Ampak potem so vseeno nadaljevali z bombardiranjem. Bombardirali so desetine ciljev vzdolž obale in bombardirali so tudi nekatere položaje protiladijskih raket, tako na otoku Larac, kot tudi v Bandar Abbasu. Nato je sledil še drugi val letalskih napadov, prav tako s strani Američanov, ker so Iranci seveda odprli ogenj. Streljali so na F-18 Growlerje, ki so bombardirali letališče v Bandar Abbasu. Streljali so z protiletalskimi sistemi. In tam so Američani z drugim valom uničili skladišča v notranjosti, radarje in tudi protiletalske sisteme. Vse to so opravičevali s tem, da bi ti lahko potencialno ogrozili ameriško floto. Kakšna je bila resnica? Dej mi izgovor in v resnici ti poskušam zmanjšati sposobnost izvajanja tvoje strategije. In kakšna je iranska sposobnost in strategija, torej, da še naprej ogroža ožino, nič več in nič manj. Torej, je bil namen zmanjšati prednost, vzvod Irancem prav v času premirja. Tudi Iranci na drugi strani niso stali križem rok med premirjem. Vodili so svojo podzemno kampanjo, tako za obnovo svojih zmogljivosti, kopali so. Zdi se, da je 27 od 30 lukenj, ki so bile pokrite z eno, po ameriških in izraelskih napadih so jih ponovno izkopali. Zato so verjetno izvlekli dodatno orožje. Streljali so. Danes so proti nekaterim zalivskim monarhijam izstrelili nekaj raket. Vedno nekoliko zadržano, samo da pokažejo, da lahko ponovno začnejo. O tem se v medijih malo govori. Toda v teh 3 tednih maja so potekale tudi akcije majhnih iranskih plovil, ki so celo priplula do obale v Združenih arabskih emiratih. Tudi drugje z majhnimi skupinami, ki so prihajale, streljale in povzročale nekaj zmede. Samo zato, da pokažejo, da še vedno lahko povzročajo težave. Drugo motečo dejanje je bilo iskanje podpore v Omanu. Saj je iranska strategija pridobiti nadzor nad ožino v skupnem sodelovanju z Omanom. Na kar je Trump pred nekaj dnevi Omanu zagrozil s sankcijami, kar so Omančani takoj vzeli resno in rekli, ne, mi se ne strinjamo z Iranom, da bi ustvarili nekakšen južni prehod skozi ožino, kjer se plačujejo carine za prehod in so se takoj distancirali. V bistvu sta oba v teh tednih vodila precej manjše vojaške akcije, seveda v primerjavi s tem, kar se je zgodilo prej, ampak sta vsak zase vedno poskušala izkoristiti situacijo v svojo korist in se trudila, da ne bi prišlo do resnično odprtega spopada. Tako so v resnici vse te kršitve služile obema stranema za uresničevanje lastne
strategije. Tako je, bilo premirje, kjer je vseeno prihajalo do dejavnosti, čeprav ne velike. Ni naključje, da ladje niso preveč zaupale, nekatere so bile pred nekaj dnevi poslane nazaj pod grožnjo odprtja ognja s strani Irana. Nekaj jih je šlo skozi, zdi se, da 19 ladij v zadnjih dneh, vendar Iranci na splošno še naprej počnejo nasprotno od tega, kar zahtevajo Američani. Obstaja ponovno odprtje ožine brez če in brez ampak, brez carin in brez nadzora. Zato sem hotel vprašati, Pavla, po mojem mnenju je bila zadaj neka strategija. Obstajalo je tveganje, da bi se konflikt znova odprl, kot se je že zgodilo prej. Pogajanja, za katera se vsak dan zdi, da so urejena, v resnici vidimo, da v tem trenutku manjka odobritev ajatole in manjka odobritev Trumpa. Zdi se, da ima osnutek dogovora, potem ga bomo komentirali, jaz ne. Ne verjamem, da jim bo uspelo najti skupno rešitev, ker sta to dve izjemno oddaljeni stališči. Iranci celo zahtevajo odmrznitev svojih finančnih sredstev po svetu. Brez sankcij, jedrski program, tega Izraelci zagotovo nočejo. Premirje, ki bi vključevalo tudi Libanon, da si ustvarite predstavo. Američani pa želijo, da je črno na belem zapisano, da ne bodo razvijali jedrskega programa. In verjetno tudi na kakšen mednarodni sistem nadzora nad prenosom tega materiala, ki so ga bogatili. Tako da je zelo verjetno tudi ta še en napoved, da smo skoraj tam in da je vse pripravljeno, ni ravno resnična. Zadnji stavek, potem predajam besedo Pavlu. Rubio, ki so ga pred kratkim ujeli na letalu, je v hitrem intervjuju rekel, ali se sklene pravi dogovor, kot želi Trump, ali pa dogovora sploh ne bo. In doseči prav vse točke, glede na to, da se pri dogovoru išče kompromis med obema stranema, bo zelo težko. Paolo, kaj ti misliš o tem? No, to je res zelo zapletena zadeva, poleg tega pa je zapletena tudi zato, ker nimamo vseh podatkov. Se pravi, nimamo več ali manj vpogleda v zakulisje dogovora ali domnevnega dogovora. Kar je v bistvu tisto, kar potem daje pravi pomen temu, o čemer se razpravlja, je tudi zapleteno, ker je tematika zapletena. Kaj je torej na mizi? Na mizi, na očeh vseh, kot češnja na torti, je ponovno odprtje Ormuza in je ponovno odprtje, ter je vprašanje iranskega jedrskega programa. Ampak to je samo prvi vidik tega, kar je na mizi. Kaj je na mizi spodaj, kar drži ti dve češnjici? Obstaja novo ravnotežje celotnega območja Bližnjega vzhoda, območje, kjer bi obstajala možnost, ne rečem verjetnost, možnost, ali vsaj Iranci in za njimi Rusi ter Kitajci vidijo možnost, da bi zmanjšali ali celo izključili moč in prisotnost Američanov z tega območja. Na drugi strani je Trump, čeprav nekaj manevrira naokoli, popolnoma dojel, da je to tisto, kar je na kocki. In kako odgovarja? Odgovarja hočem, da vsi podpišejo Abrahamove sporazume v smislu, da se ustvari nov splošni varnostni okvir za Bližnji vzhod, kjer bo oboroženi žandar celotnega območja Izrael, namesto ali pa podprt v drugi vrsti strani Združenih držav Amerike, toda to območje bo pomirjeno s splošnim dogovorom med suniti in šiiti, kar je že samo po sebi precej smešno, zaščiteno in zagotovljeno strani Izraelcev, kar je še bolj smešno, skupaj s šiiti in suniti. Torej je v resnici na kocki regionalno ravnotežje in nihče od obeh ni pričakoval, da bo moral o tem razpravljati lani. Vprosi, če te za trenutek prekinem, Pavlo, pravzaprav je zanimivo, kako v tem konfliktu, v tej krizi, Iranci, ki nikoli niso želeli zahtevati popolnega nadzora in tedale, tokrat to izpostavljajo. Ja, ne, ampak dovolim ti, da zaključiš misel. Ena stvar je, da prideš pripravljen, torej z vidika srednjeročne in dolgoročne perspektive praviš, prej ali slej bomo morali razpravljati z nasprotno stranjo o ponovnem ravnotežju v zalivu, ampak prideš pripravljen in v času, ki ga določiš sam.
Ta začetek smo videli z začetkom abrahamskih sporazumov pred nekaj leti. To je bil tisti korak in na tej podlagi bi se morali postopoma razviti nov ravnotežni položaj. Rezultat pa je, da je izraelski napad junija lani in ta drugi izraelsko-ameriški napad je pospešil celotno tematiko, za katere nihče od nasprotnikov ni bil pripravljen. In vidi se, ker ne vedo, kaj naj dajo na mizo, vsi pa vedo eno stvar zelo natančno, da je to priložnost, ki jo imajo zdaj in ki bi jo morda lahko spet imeli čez 20 let. Zato bo tisto, kar bo določeno s tovrstnim mirom, resnično pot za naslednjih 20 let. Zaključujem z besedami, da se ves ta nepričakovani premik geopolitičnih množic dogaja v ozračju splošnega in globokega nezaupanja. Nihče ne zaupa nikomu. Zdaj, brez da bi našteval vsako posebej, se spomnim Izraelcev, ki bombardirajo polne potenciale, mislim, da so bili v Katarju ali Omanu, se ne spomnim natančno. Potem pa je vsak dogovor, ki je sprejet, lepo pretrgan ali strani Američanov ali Izraelcev. Iranci ne morejo igrati vloge tistih, ki zapustijo svoje posredniške skupine prav v trenutku, ko jih ti najbolj potrebujejo, zato morajo na nek način pred svetom braniti Hezbolah, Hutije in Hamas. Tako nihče ne zaupa ničemur in nikomur. Zato je velika naglica in veliko nezaupanje glede dogovora, ki bi lahko bil zgodovinski. To je popolna nevihta. Zanimivo je, kar praviš, ker Iran sam po sebi verjetno nikoli ne bi začel izpodbijati nadzora nad Ormuzom. Status quo mu je verjetno popolnoma ustrezal. Zdaj pa je ta tema na mizi in je na mizi zaradi Američanov, zaradi ameriškega intervencionizma. Iran samo od sebe tega ne bi izpostavil, ker bi mu to seveda povzročilo veliko težav in nasprotovanja. To želim vprašati Daniela. Ti, ki zelo spremljaš tudi izraelsko vprašanje, sem takoj opazil, da medtem ko Iranci zahtevajo tudi prekinitev ognja v Libanonu, so Izraelci pred nekaj dnevi napadli, ni jasno, ali so ga ubili, enega od voditeljev Hamasa, očitno tistega, ki je upravljal z denarjem. To je v odprtem izzivu morebitnemu dogovoru, ki tako rekoč poteka. Torej, poskušajo vreči nekaj peska v zobnike, še preden Iran strani. Trump si je dal 2 dni, tisti drugi pa so rekli, da morajo počakati na zeleno luč od zgoraj. V prvi fazi bi se ožina ponovno odprla, nato bi sledilo 60 dni, v katerih bi razpravljali o podrobnostih. Ampak če podrobnosti vključujejo dogovor o prekinitvi ognja glede Libanona in teh bombardirajo, medtem ko še niti ne pridejo do podrobnosti, no jasno je, da je izraelski namen razstreliti stvar, ker bo naslednji korak Trumpa ta, da bo ponovno začel napade. Ti, ki zelo spremljaš to vprašanje, ali res vidiš strah pri Bibi, da bi ti dosegel zaključek, dogovor? Po mojem mnenju ja. Moraš tu dodati dejstvo, da je on nocoj, verjetno ste videli, rekel, da se okupacija dela Gaze širi s 60% na 70%. Torej, vemo, da mu je Trump rekel, naj ne bombardira Bejruta, potem pa je bombardiral 1/4 Bejruta. No, prav. Po mojem mnenju prav ta nekakšen tek Netanjahuja na eni strani, pa tudi sicer daje vtis, da se v Jeruzalemu vlada boji, da bi res lahko prišlo do premirja. Jasno je, da če pride do premirja, kaj si ti z vidika izraelske vlade sploh dosegel? Skoraj nič. V smislu, da bo dogovor med Združenimi državami in Iranom, če je sploh sklenjen, vidim, da italijanski mediji danes zvečer to predstavljajo kot gotovo. To je 31. v 3 mesecih, da to predstavljajo kot gotovo. Če poznamo Trumpa, ne bi bil prav nič prepričan o tem. Recimo tudi, če bi šlo proti nečemu, kot je rekel general, nekakšno premirje, ker ni tako, da ne želi skleniti dogovora, ampak je nemogoče uskladiti, če pomislite,
Trumpov cilj odstraniti jedrsko orožje, rakete in če si že pri tem še zrušiti režim, glede na to, da režima nisi zrušil, da jih nisi uspel odstraniti, ker če se spomnite, pred 2 mesecema se je govorilo tudi o tem, da bi poslali specialce, karkoli že, da bi vzeli uran. Znašel si se zaprtim Hormuško ožino in, pozor, včeraj je Trump izrekel stavek, ki je bil po mojem mnenju zelo razkrivajoč, rekel je Irancem, razumem, da zavlačujete, ker več dni mine, bolj se približujem volitvam na sredini mandata. Manj mi uspeva spraviti cene bencina na sprejemljivo raven. Ameriške ankete ameriških volivcev, začenši z republikanci, kot lahko vidite v Washington Postu, danes zjutraj so objavili anketo, on je res zelo, zelo nizko. Poleg tega vam dam še zadnjo temo za razmislek. Pred nekaj dnevi je Trump postavil svojega guvernerja Federal Reserve, potem ko je 1 leto preživel v svetu in rekel, da je treba znižati obrestne mere. S to krizo, kot pravi Capitini, tudi če bi zaprl v naslednjih 2 mesecih do volitev na sredini mandata, je še 6 mesecev. Ne moreš pa tudi, če hočeš, znižati življenjskih stroškov v Združenih državah, ki so na nekaterih točkah okoli 3,6%. Torej, v zadnjih 20 letih, razen v obdobju covida, ki je bilo izjemno obdobje, to, kar je Trump rekel, znižujem življenjske stroške, ker je Biden vse zamočil, se je v resnici zgodilo nasprotno. Potem je še zadnja točka, Trump do neke mere v narekovajih nadzoruje izraelsko vlado. Izraelska vlada je, kot smo rekli, že od začetka te vojne vodila 2 vojni, ne ene. Ena proti Iranu, ampak tudi ena, da bi na nek način zaprli vprašanje Hezbolaha. Če pomislite, že 3 tedne, tudi tisti poskus Netanjahuja, da izprazni jug Libanona, prebivalstva, torej da prebivalstvo izžene severno od reke Litani. Ko ga enkrat izprazniš, vstopiš, ujameš Hezbolah. Jih uničiš, potem Hezbolaha ni več. Tudi ta operacija je propadla. Še zadnja stvar, operacija slavne zasebne skupine, ki naj bi vlagala v Gazo, kot ste videli pred nekaj dnevi, ni bila nakazana niti $1. Torej, ves svet je šel tja, celo ubogi Tajani s kapico maga od Trumpa. Ampak v resnici, ko je prišel trenutek, da rečejo, kdo bo tokrat plačal za to kavo, ali kdo časti? Nihče. No. Zadnji korak. Trumpovo vztrajanje, da državam v zalivu pravi, morate vstopiti v Abrahamove sporazume, je način, ki politično spravlja v težave tudi najbolj naklonjene voditelje Abrahamovemu sporazumu. Savdijci so vedno govorili, vsaj formalno, najprej najdemo rešitev palestinskega vprašanja. Vsaj naredimo tako, da pokažemo, da na tem delamo. V tej situaciji se je v resnici vse ustavilo. V zaliv. Armud, Iranči, Hamas, Hezbolah, Izrael, vse se je zagozdilo. On, ne glede na to, kaj naredi, razbijem vse, vam bom pokazal in tako naprej. Glede tega ima, po mojem mnenju, Capitini prav, ko pravi, ni tako, da on ne najde rešitve, ampak v teh pogojih rešitve ni. In kaj je tisto, da bi si Trump, da zaključimo, raje ustrelil v nogo, kot pa to priznal? Da je edini nejasen kompromis, kot je Mirko prej rekel, ko govorimo o kompromisu med odraslimi ljudmi, mišljeno, da vsak nekaj žrtvuje. Ampak, če poznamo Trumpa, on se ne odpove prav ničemur. Kaj pa Iranci? Ali hoče mimo grede denar? Nimajo nobenega namena se pogajati, samo premikajo problem vedno bližje volitvam. Bolj, ko mu to premikajo bližje volitvam, bolj Trump, kot je sam rekel pred nekaj dnevi,
ampak ali me vi morda želite pretentati, da me pripeljete bliže volitvam? Jasno je, ni treba biti genij, da razumeš, bolj ko zavlačujejo, nimajo. Iranci, čeprav so oslabljeni, nimajo nobenega interesa najti kompromis. To pomeni, da se na koncu, če imaš res srečo, vrneš k Obamovim sporazumom iz leta 2015, ampak to je res, če imaš srečo, ki jih je Trump leta 2018 razveljavil. Ne, da bi imel alternativo, ker to je Trumpova omejitev. Vsi smo sposobni, Mirko, reči, da kompromis, ki ga je našel naš prijatelj, naš sodelavec, naš šef, ne deluje. Vsi lahko rečemo, da kompromis ni dober. In verjetno je to res. Ampak medtem, ko rečeš, da ni dober in ga uničiš brez alternative, se znajdeš v položaju, v katerem je danes Trump. Hvala. Meni se zdi zanimivo, seveda BB se boji, da bi Trump morda celo sprejel kakšen dogovor, samo zato, da bi zaključil takšno situacijo. Res je tudi, da je treba preučiti Trumpov značaj. Prebral sem zanimivo analizo, ne spomnim se več v katerem časopisu, ki je bila z vidika recimo Trumpove psihologije. Za Trumpa je vsakdo, ki iz dogovora ne dobi 100%, poraženec. Najbolj uporabljena beseda Donalda Trumpa, tudi ko je vodil nekatere oddaje, kako je že bilo vajenec, je bila ti si poraženec. Ti si poraženec. Najbolj se Trump boji, da bi v dogovoru izpadel kot poraženec. In to Iranci zelo dobro vidijo. Bibi to zelo dobro vidi. Torej bi moral zaključiti in reči, da je našel najlepši mir na svetu. Po vojni, ki jo je sprožil sam, pa je nihče ni zahteval. V tem obdobju ni bilo posebne nuje ali posebnih trenj med Iranom in Američani. In on se znajde v situaciji, ko mora nekaj izmisliti. Zato se tega tudi zelo bojijo. Da si morda nekaj izmisli na Kubi ali nekaj tam, zaključi ne preveč dobro in morda odpre kaj drugega, da bi hitro pozabili. Ker potrebuje hitro zmago, ki jo lahko proda javnosti. Izraelci se bojijo, da prav to išče hiter izhod in potem ostanejo sami, da nadaljujejo recimo ta spor, ker na koncu niso dosegli ničesar. Da, povzročili so veliko škode Iranu, z vojaškega vidika, predvsem floti, zagotovo je ta najbolj trpela, ampak v praksi ni tako, da Iran čez 1 leto ne bi nadomestil tistega, kar je bilo uničeno. Torej, smo na začetku. Pravzaprav je morda Iranu dalo vedeti, da v resnici ne potrebuje vse te vojaške moči, da bi imel vzvod v Hormuški ožini. Ker na koncu, kaj je? Paradoksalno je, da najbolje delujejo droni, čolnički, protiladijske rakete, znotraj utrdbi, znotraj jam, letal, površinskih ladij, površinska in podmorska flota. Z vsem tem niso dosegli kaj dosti, niti z balističnimi raketami z zelo dolgim dosegom. Na koncu za grožnjo sosednjim državam, ki so oddaljene 500 ali 600 kilometrov, sploh ni potrebna neka vrhunska raketna tehnologija. Tako bi lahko tudi zaradi te vojne spremenili svoj pristop. Njihov potencial, njihova sposobnost ogrožanja Hormuške ožine je verjetno pomembnejša od njihove sposobnosti streljanja. 100 izstrelkov, od katerih jih je bilo 70 prestreženih, je zadelo Izraela. Malce naključno, ker imajo pravo moč na planetu, na zemeljski oblik, kot nekateri radi rečejo, s temi stvarmi, ki jih je veliko lažje razviti. In niti najmočnejša država na svetu, z največjo projekcijo moči in zmogljivosti, jim tega ne more odvzeti. Ne more jim odvzeti te možnosti. Hotel sem nekaj vprašati, oprostite. Paolo, po mojem mnenju je ta stvar precej pomembna. Glede na to, da so kazalniki zelo nizki in da mora to hitro zaključiti, ali ni nevarnosti, da bo iskal konflikt drugje? Za njega, glede vprašanj. Mi to pozabljamo, ker ima Trump vse 700 stvari, ampak še pred nekaj meseci se je govorilo o Grenlandiji, da si predstavljate. On vedno potrebuje odpreti novo krizo, novo razpravo. Ni jih več veliko. Ostane vprašanje Kube,
kitajsko vprašanje glede Ukrajine. Ne verjamem, da želi znova začeti igro, ker po neuspehih enoletnih pogajanj, tudi po zadnjih izjavah, smo mi poskusili. Pustimo to popolnoma ob strani. Ali tudi ti ne bojiš Trumpa, ki bi iz klobuka potegnil še eno krizo, da bi prikril drugo krizo, Da lahko bi bilo tako, vendar bi lahko tudi ostali pri tej krizi in poudarili, da čas še ni dozorel. Zato reče, lejte, rad bi vam prinesel mir, rad bi vam ga prinesel, ampak tisti trmasti Iranci, ki vztrajajo pri tem, da delajo tako in delajo drugače, nočejo, in zato sem prisiljen proti svoji volji in tudi proti vaši volji, se morate vi plačevati to vojno, še naprej pritiskati nanje, torej preložiti rešitev v prihodnost. In vidimo, da nekdo to vzame in jo spravi v mrežo. In kakšna je prednost, da narediš nekaj takega, kar že obstaja? Vse figure so že na mestu, že so 3 letalonosilke, že so zaloge so polne, vsi so že na terenu. Obstaja tudi cilj reči, da odpremo novo fronto, gremo, zavzamemo Kubo. Obstaja tudi ena možnost, da ti ne uspe, ker je lahko tudi to nenadno orkan ali kaj podobnega. Ljudska ostaja. Torej, ni nujno, da se vsaka vojaška operacija začne in zagotovo uspe. To je v zgodovini vojne. Obstajajo akcije, ki bodo verjetno, zelo verjetno uspele, vendar prislova zagotovo ne moremo uporabiti. Torej, vzemimo ubogo Kubo, pravimo, da je šlo dobro v Iranu, slabo pa na Kubi. Ko si jo moral zavzeti, si moral jasno reči, da jo zavzameš v 1/4 ure, v času, ko spiješ kavo, ti zavzameš Kubo. Potem gremo še po nakupih. To moraš reči, ne moreš misliti, da bomo napadli Kubo s kopensko vojsko in začeli streljati, potem pa bomo še po enem mesecu poskušali zavzeti Kubo. Če vam reči, obstaja tudi to tveganje. Torej, ob možni slepi ulici, ponovnem dogajanju v zalivu, jaz to vidim kot precej možno, če ne celo verjetno. Tudi zato, ker je že tam pripravljen. Netanjahu, ki pravi, glej, še ne končam s polnjenjem in grem jaz prvi, te počakam tam, mogoče Bog. Naredimo še 1 mesec stresa in hočeš videti, da nam mogoče zdaj uspe doseči prvotne cilje. Torej, kakšne? Na tej točki bi iranski režim res lahko doživel notranji kolaps. Res, vsi resne. Tukaj pa govorimo o prihodnosti in kot je rekel, Niels Bohr, težko je napovedovati, še posebej prihodnost. Tako, in to jim je treba priznati, ampak če pogledamo, kje so figure, so vse še vedno v zalivu. In če za izhod iz slepe ulice lahko rečeš, da si ti kriv, ker nisi hotel sprejeti tistega, česar nisi mogel sprejeti, in jaz s tem pridobim, še 1520 dni bombardiranja, to ti naložim na rameno in potem se pogovorimo. Potem bomo videli, kako se bo končalo. In da obstaja ta dogovor in da ta dogovor traja ob prisotnosti Libanona, ob prisotnosti Hutijev, ob prisotnosti Hamasa, ob prisotnosti neblokade, sprostitve sankcij proti Iranu, ob izgubi nadzora nad Hormuzom. Jaz to vidim nekoliko drugače. Malo težko je, da bi Iranci to sprejeli. Niso v tako slabem položaju, da bi morali reči, naredite z nami, kar hočete. Ne, ni tako. Ne, pravzaprav vedo, da imajo oni vzvod, če se tisti ne predajo. Če se tisti ne predajo in ti ne povejo, da so izgubili. Ker Trumpov problem ni reči, da je on zmagal. Trumpov problem je najti kakšnega Iranca, tudi prodajalca sladoleda, ki uradno reče, izgubili smo, če ga slišijo reči, da smo izgubili. On jutri zjutraj vstane in gre. Samo da od 94 milijonov Irancev ni prav nobenega, ki bi mu rekel, ja, pravzaprav ti moramo reči, da smo izgubili oziroma še zdaleč ne. In se je, ponavljam, zapletel v diplomatsko-vojaško godljo, iz katere, če obstaneš, si izgubil, če se umakneš, si izgubil, če greš naprej, lahko upaš na zmago.
Ob spremembi pogojev je tudi ideja, da vzamem žogo in grem igrati na drugo tekmo, napadem, kaj pa vem, Haiti, reveži so tam, vzamem Haiti, ker nikoli ne veš. No, ko sem že tam, ker je zelo blizu Kube, lahko vse pobere, vzame vse skupaj. In tam je tudi Santo Domingo, vse je tam skupaj, kaj ne? To je isti otok, tako da je v redu tako. Tako jaz to vidim to kot priložnost, tudi zato, ker obstaja možnost, da lahko zakaj okriviš nekoga. Ker če zdaj Netanjahu steče naprej, grem jaz naprej in potem si ti prisiljen, da mi pomagaš, ti še kostanj iz ognja vzamem. Zato ponavljam, to je bolj videti kot dolgoročen predah, kot da bi zajeli sapo, ker stvari sploh niso stabilizirane in razumljene. Tukaj je treba videti, koliko moči bodo imeli v tej veliki igri veliki velikani. Govorim o Kitajski, govorim tudi o Indiji, govorim o ljudeh, ki pravijo, poslušajte, zdaj je tukaj dovolj neumnosti, ker tako ne moremo več naprej. In vzvode, da začnejo povzročati škodo, jih imajo. Zakaj prodajo državnih obveznic? Obstajajo ekonomsko-finančni vzvodi, na katere so Američani zelo občutljivi. Uporabiti vzvod $5, začeti plačevati nafto v juanih in ne več v dolarjih. Torej, obstajajo premiki, sistemi, da jim dihajo za ovratnik. Bomo videli. In Kitajska je to povedala v izjavi pred 10 dnevi, kar je zelo redko, je rekla, ne, mi smo brez čejev in ampakov, kot je rekel Veltroni, brez čejev in ampakov Tudi zato, ker je dodal še ampak tudi. Ja, bilo je. Tudi ampak je res, ne? Oni tega niso rekli brez čejev in ampakov, mi smo z Iranom. Ker ima železnico 5 držav, ker Rusija pravi, če pravi, tudi mi smo tam, ker si delimo mejo, s Kaspijskim jezerom, ki ga nihče nikoli ne omenja, a je edina točka, kjer se Rusija dotika Irana. Vmes je morje in to je edini kraj, kamor ameriška mornarica ne more iti, ker je Kaspijsko morje, čeprav se imenuje morje, v resnici ogromno jezero. In to je tranzitna pot med Rusijo in iz Rusije skozi vse nekdanje sovjetske države proti Kitajski. Če malo razširiš zemljevid, vidiš, da je Iran pravzaprav na 2/3 enega. Ene poti, ene gospodarsko-vojaške strateške poti, najvišje ravni, ki povezuje Rusijo, Iran in vse različne stan države do Kitajske. Ne, da bi bilo treba pretirano izzivati države v zalivu ali potrebo po nadzoru nad tistim območjem. Zato mislim, da bo Donaldo, čeprav je malo raztresen, morda pripravil kakšno presenečenje. Morda reče, da ni našel pisala, da bi podpisal dogovor. Morda je dovolj že to. Napisal sem črno na belem. Reče, ampak našel sem modro pisalo, ampak ker so me spravili ob živce, z modrim ne podpišem, saj veste, kako je. Kako je? Zanimivo je, vzel si je 2 dni, tako on kot Iranci, potem pa verjetno ne bo nič iz tega. 2 stvari sta zanimivi v tej zgodbi. Ena, seveda Donald Trump, ki jo mora zaključiti, glede na ameriške gospodarske težave, ampak tudi vprašanje vmesnih volitev, o katerih bomo zdaj razpravljali z Danielem, izraelski strah, da bo on našel dogovor, da se umakne, medtem ko imajo oni vso namero, da nadaljujejo. In drugo je dejstvo, da če ostanejo v tej situaciji in se ta vleče, postaja vedno težje prodati. Izhod, podoben temu, kot je Putin zabredel v vojno v Ukrajini, in je težko, tudi če bi želel prodati Rusom. Zaključimo z dejstvom, da niso zavzeli niti Donbasa. Paradoksalno je, da so se tudi Američani s strateškega vidika znašli v slepi ulici, kot je ta. In tukaj sta še dolg in vprašanje. V zadnjem času opažam, da ponoči pogosto gledam ameriške pogovorne oddaje. Zato mi potem predlagajo ogromno ameriških videov. Ena izmed najbolj obravnavanih tem v podcastih ameriških youtuberjev je cena hrane. Neverjetne stvari. Tukaj 14 € za škatlo koruznih kosmičev. Videli smo en vejica 2 kilograma mletega mesa za $19. Melono za 13 ali 14 dolarjev in podobne stvari, torej neverjetne cene. Ljudje snemajo videe z vrečko iz trgovine, odprejo vrečko v avtu in noter ni ničesar.
Obstaja neverjetna rast, ki se je že zgodila, tudi v prejšnjih letih. Spomnim se nekaterih youtuberjev, ki so govorili o ceni Big Maca ali podobnih stvareh. Tukaj, kot v zadnjih 6 letih praktično, od covida do danes, so se nekatere stvari podražile za 180%. Poleg tega pa so zmanjšali tudi porcije. Pokazali so celo, na primer, porcijo vrečke naribanega sira. Pred 6 meseci in zdaj je cena dvojna, vrečka pa je pol manjša. Je praktično kot rezina topljenega sira, da si lažje predstavljate. Ta zadeva tukaj, skupaj z vprašanjem dolga, je zagotovo nekaj, s čimer se bo moral Trump soočiti. Zakaj je povprečen Američan to pričakoval? $7 za 6 jajc, predstavljajte si, to je 6 evrov za 6 jajc. Prosim, Tanja. Ko govoriš o ceni jajc, se samo spomni nekaj let nazaj. Biden je izgubil volitve prav zaradi cene hrane. On je začel zniževati inflacijo po vrhuncu, ki je med covidom presegel 9%. Jaz se tega spomnim, tako si jaz to zapomnim. Oprosti, Daniel, kad te prekinjam, želim, da poveš tudi o jezi republikancev, kar zdaj divjajo zaradi Trumpa. Ali? Točno tako. Torej, točno tako. Kot skoraj vsi mi. Ko grem v supermarket, skoraj vedno kupim iste stvari. Na neki točki med covidom se je večkrat zgodilo, da ko prideš na blagajno in vedno kupuješ iste stvari, da ugotoviš, da si glede na prejšnjič popolnoma presegel proračun. To pomeni. In res je bilo nad imenom. Če greš pogledat, kako se razdeli povečanje cen, pravzaprav je na nekaterih področjih šlo izpod nadzora že pred nekaj meseci. Če se spomnite, ko je Trump pomagal Milleju v Argentini, so se ameriški proizvajalci mesa zelo razjezili. On naj bi podaril, mislim, da še dodatnih $12 milijard. Saj to niso njegovi denarji. On je vedno radodaren z denarjem drugih, da bi nekako skušal omiliti zadevo. Resnica je, kot skoraj vsi, ki spremljajo tvoj kanal, že znajo na pamet, da povprečna ameriška družina nima nobenih rezerv. Ko vam rečem, da 40% Američanov nima več kot $400 na računu za nepredvidene stroške, poskusite si predstavljati, da v vaši družini nekdo zlomi zob in mora k zobozdravniku, vse mora plačati sam, ker mu tega ne krije zdravstvena zavarovalnica. Imeti tako nizek znesek pomeni, da te spravi ob pamet. Obstaja ta anketa prav iz Washington Posta, najdete jo zdaj na spletu, izšla je pred nekaj urami, o republikanskih volivcih iz male, bele, meščanske sredine. Torej, bolj Trumpovi volivci kot ti sploh ne morejo biti in so besni, ker ankete kažejo, da je zelo nizko razen njega. Vedno si moramo zapomniti eno stvar. On ostaja še vedno zelo močan, torej pri nasprotovanju, nezakoniti priseljevanju. Trump je še vedno močan pri vsem ostalem. Vojna v Iranu, stroški. Tukaj in na Kosovu jim lahko rečeš Amerika najprej in vse ostalo, ampak zvečer kaj daš na mizo? To vidijo vsi. Ceno bencina poznamo vsi, saj gre za ogromno državo, skoraj brez javnega prevoza. Ker kdor pozna Ameriko, ve, da je to škandalozno. In tudi tisti malo javnega prevoza, ki ga imajo, letališča, železnice, je skoraj vedno v groznem stanju. Noben Evropec ne bi sprejel, da bi se peljal z javnim prevozom v takšnem stanju. Tukaj imaš situacijo, v kateri se njegovo volilno telo zmanjšuje, torej, medtem ko demokrati v bistvu povzdigujejo glas, a v resnici ne pridejo nikamor, je problem znotraj njegovega volilnega telesa. Če malo preračunamo v povezavi za prejšnjo razpravo o tem, ali ponovno odprem ali ne odprem, Hormuz ti jih manjka. Imaš samo 5 mesecev pred volitvami Mitterranda in po mojem mnenju je tehnično nemogoče, da bi on, če tudi bi se Hormuz ponovno odprl jutri zjutraj in ne bi verjel niti, če bi to videl na lastne oči.
ne moreš vrniti življenjskih stroškov na normalno raven zaradi tega. Tveganje, o katerem sem vam prej govoril glede novega guvernerja Federal Reserve, je, da bo v naslednjih dneh, tako kot bo to storila ECB v Evropi, moral zvišati obrestne mere, ne pa jih znižati. Z višanjem obrestnih mer zadadejo še en udarec ameriškemu, belskemu, srednjemu in nižjemu razredu. Dokler preganjaš pomivalce posode iz Hondurasa v restavracijah, si reče, v redu, saj jaz s tem nimam nič. Ampak ko mu poveš, da si mu pred letom in pol obljubil, da boš prepolovil, ker je Donald Trump vodil volilno kampanjo in rekel, prepolovil vam bom ceno bencina, nikoli več ne bom šel v vojno v tujino, ne? Naredil bom še to, da bom odprl vse karte škandala Epstein, ker to zadeva samo demokrate, ampak ko je prišel tja, se je izkazalo, da zadeva tudi demokrate, ampak on je omenjen 34 milijonov-krat. 34 tisoč. 34 tisočkrat v 3 milijonih in 200 tisoč datotekah, ki jih on ne razkrije 34 tisočkrat. Torej, bodimo pozorni na eno stvar. Poglejte, to, kar v Italiji mnogi vidijo kot nekakšen škandal nekega pedofila, ki je umrl pred leti in tako naprej. Poglejte, škandal Epstein ni v Garlasko, kjer ni jasno, kdo je to storil in tako naprej. Škandal Epstein je nekaj, kar lahko, če pride na dan, tisto, kar mnogi sumijo, povzroči škodo, nekateri pravijo celo nepopravljivo, tudi za zelo vplivne ljudi. To velja v Združenih državah, velja celo za Združeno kraljestvo. Torej, stvar je taka, imaš notranjo fronto, kjer imaš del gibanja, MAGA, ki traja vsaj 2 meseca in pol. Mirko mu reče, ampak si nam rekel, da ne bomo več hodili po svetu. Potem je še ena stvar, Mirko. Poslal si tista 2 nepremičninska špekulanta iz New Yorka, da se pogajata z Iranci v Ženevi. In medtem, ko so se oni sestajali, da bi se pogajali z Iranci, si ti začel bombardirati Iran. Ampak kakšno kredibilnost imaš ti, če jutri zjutraj podpišeš premirje? Podpišeš premirje, ker on ne more narediti drugega kot podpisati premirje. Ampak bolj kot premikaš premirje proti vmesnim volitvam, bolj daješ karte v roke Irancem. Druga stvar, glede te teme, če pomisliš na to, kar si prej omenil. Mirko povzema včerajšnji uvodnik Financial Timesa, kjer piše glavni opazovalec iz Washingtona, Edward Lewis. Če greste na splet, sem ugotovil, da je ta oseba resnično res zelo, zelo informirana, informativna, tudi zelo simpatična kot človek in je povedal točno to, kar si ti govoril. In sicer, Trump se je zapletel v zaliv, točno tako, kot se je Putin zapletel v Donbas. In tako se lahko zapletemo tudi s Tajvanom, ker vsi pravimo, no ja, vzamejo Tajvan. Pa ste res prepričani, da nekdo pritisne na gumb, naredi bum in opravi z generalom Capitinijem. Vse življenje preučuje te stvari. To ni tako, da tvoj načrt, potem, ko ga moraš uresničiti, vedno poteka tako, kot si ga prej preučeval. Pravzaprav skoraj nikoli ni tako. Vsa vojna, ki jo opisujete, droni in tako naprej, je v zadnjih mesecih pokazala, da Američani nimajo več vzvoda. Mirko, oni imajo že 3 mesece ustavljenih 50 000 vojakov vkrcanih v zalivu v Indijskem oceanu. Kaj pa čakajo? Praviš, v redu, si največje cesarstvo na svetu, porabil si 40% vsega streliva vojske Združenih držav Amerike. Kaj misliš, da Kitajci in Rusi niso zračunali vsakega izstrelka posebej, koliko si jih porabil? Rezultat? Nobenega. Nobenega, to je problem. Ampak s Trumpovim ponosom, s Trumpovim značajem, Mirko, raje kot da bi priznal, da se je zmotil, si bo nekaj izmislil. Rad bi spomnil, da pred 2 mesecema in pol, ko sva midva o tem govorila, sem bil prav jaz tisti,
ki je to rekel. Bil sem eden prvih v Italiji, ki je rekel, pazite na Kubo. Ne zato, ker je Kuba lahka tarča, ampak ker je za Trumpa zavzeti Kubo zelo enostavno. Ampak potem so se Američani spet začeli sukati okoli Grenlandije. Pazite, tudi Islandija je vznemirjena. Še zadnja stvar, Kanada je včeraj, kot ste videli, odločila kupiti švedska letala. Švedska. Še ena podrobnost. V Financial Timesu pred 2 dnevoma sta 2 zgodbi, ki se nanašata na Japonsko. Zelo nevarni. Prva je prišla na dan, ko je Trump šel k Xiju v Peking. Mu Xi ni rekel samo, kot smo vsi vedeli, ne pomagaj, ne daj orožja Tajvanu in podobno. Prva stvar, ki mu jo je rekel, je bila, ne daj orožja Japoncem. Na isti strani Financial Timesa je še en članek, ki pravi, da ameriška industrija še vsaj 2 leti ne bo sposobna dobaviti ameriškega orožja, ki ga je Japonska naročila. Rezervirano leta 2024. Torej, kaj pomeni, da ima Trump v tem trenutku manj moči kot v preteklih tednih? In to ne samo v zalivu. Pogovarjala sta se, mehna stvar. Oba sta izkoristila ta čas za priprave, kot je rekel Pavlo. Tako Iranci, ki so ponovno izkopali, izvlekli in tudi razpršili tveganje, kot tudi Američani. Vsi govorijo, a potem so tam pripravljeni na drugi krog. Tudi z vojaškega vidika. Obstaja vprašanje, kakšno je danes pravo ravnotežje med interesom Združenih držav, da strukturno oslabijo Iran, in tveganjem prevelikega pritiska. In kakšno tveganje? In ga poskusite. Da enega pač. Regionalno protiameriško usklajevanje, ameriška ocena. Iskreno mislim, da so jih Izraelci zelo vlekli noter. Da so jim povedali lepo pravljico, da bo preprosto. Delo je skoraj končano, ne morete nas vedno pokrivati, ko nas napadejo in tako naprej. On jim je verjel in jih je sledil. V tej zgodbi tukaj, in po mojem mnenju je ta zgodba kar, tudi precej, utemeljujem odstranitev načelnika generalštaba. Vsi ti vojaki, ki so mu zagotovo rekli, poglej, nitko, ne moramo se držati tega, kar so ti povedali Izraelci. To je povzročilo njegovo odstavitev. Ne vem, Pavlo, kako ti to vidiš? Da in ne, mislim, da, ampak čeprav je Trump in je obkrožen s tisto skupino neverjetnih likov, s katerimi se obdaja. In to so še vedno Združene države. Zato je tam vseeno nekaj pametnih glav. Torej, obstaja ideja, da je Netanjahu preprosto naplahtal Trumpa, če rečem po domače, in ga pripravil do tega, da je naredil tisto, o čemer Izrael sanja že 30 let. V tem je nekaj resnice, ampak gre za nekoliko poenostavljen pogled. Poskusimo pogledati na stvar nekoliko bolj zapleteno. Začnimo s strategijo, z ameriško strateško direktivo, tisto, ki je bila objavljena pred nekaj meseci, kjer Združene države pravijo, poglejte, mi si moramo zagotoviti nadzor nad našim poloblom, torej Južno Ameriko, Srednjo Ameriko in Severno Ameriko. Moramo ohraniti nadzor nad morji preko baz na vseh oceanih in preko naših 6 flot. In moramo se osredotočiti, ne takoj, ampak vseeno se moramo pripraviti na obrambno držo v primeru verjetnega ali možnega soočenja s Kitajsko. Rečeno to, prostora za Evropo in Bližnji vzhod je bilo zelo malo. Torej, nekaj te strategije. To smo videli pri pogledu na Ukrajino, ko so Američani pred približno 1 letom rekli so, poslušajte, ta vojna je res v veliko veselje, ampak zdaj se znajdite sami, rešite jo sami. Ker za nas ni več strateškega interesa, da bi vstopili v ta konflikt. Zakaj? Ker strateška linija, ki je motivirala Američane, da vstopijo v ta konflikt, torej ideja, vedno ista zgodba, ideja povzročiti spremembo, močan pretres ruske voditeljske strukture in s tem povzročiti verižno reakcijo, ki bi Rusijo pripeljala v še slabše razmere, kot je zdaj. To je propadlo. In zato so se umaknili iz evropskega prizorišča. Na bližnjevzhodnem prizorišču pa so imeli bližnjevzhodne namene. Ne moremo si privoščiti, da bi imeli vse, kar imamo, da bi bili mi tisti, ki upravljamo zadevo.
Torej, glede na to, da so se Abrahamovi sporazumi začeli leta 2020, so leta 2020 že 6 let na mizi nekoga. Izkoristili so to, kar se je zgodilo 7. oktobra in reakcijo Izraela, da bi rekli, no, morda je zdaj čas, da hitro obrnemo situacijo na Bližnjem vzhodu. Zaupati ključe Bližnjega vzhoda Izraelu. Tako bomo imeli proste roke tam, kjer smo že rekli, da želimo iti. Torej se umaknemo, v enem letu se umaknemo s poti, Evropa z Ukrajino in tam Bližnji vzhod z Iranom in z vsemi tistimi drugimi ljudmi. Slabo se jim je išlo, tako zgoraj kot spodaj. V tem smislu, če kdo to gleda na ta način, je morda Trump še vedno tisti, ki bi imel tak splošni načrt. Potem jo moraš primerjati tudi s tistimi, ki so strokovnjaki in ti povejo, ali ta načrt lahko deluje ali pa ne more delovati zaradi teh različnih razlogov. Težava pri Trumpu ni bila v tem, da je imel to idejo, ki bi lahko bila strateško izvedljiva. Težava je bila v tem, da ni zaupal tistim strokovnjakom, ki so mu to povedali. Načrt je odličen, ampak nimaš virov. Preprosto nimaš virov, da bi ga izvedel. Zato moraš ali najti drug načrt, ali pa ga prestaviti na kasnejši čas. Tako, če to pogledamo na ta način, se zdi, da Netanjahu vleče Trumpa in celo Ameriko za nos, ter jih vodi v vojno. Zdi se nekoliko manj kot igra, kot da bi pijanemu prijatelju, ki si ga prepričal, rekel, daj odloži kozarec žvanja, saj si jih že preveč spil. Torej, zdaj, tako ni v redu. Tako, jaz to vidim na ta način. Seveda veš, da ljudi zanima vsakdanje življenje, če to, kar se dogaja, vpliva na njihovo vsakdanje življenje. Približno tako. Teksas je znan po svojem žaru. To je članek iz Washington Posta z dne 25. maja o zaprtju nekaterih znanih restavracij z žarom, ki so morale zapreti. Jaz sem pogledal iz radovednosti, ker veš, ljudje imajo potem navado pretiravati, ne? Take stvari. Zato sem hotel pogledati nekaj videoposnetkov na spletu in res so bile cene neverjetne. Tudi zato, ker nimajo kulture majhne trgovinice z živili v bližini doma ali kaj podobnega. Večina ljudi je hodila jesti hitro v restauracije s hitro prehrano. In tisti, ki so poskušali namesto tega opraviti normalen nakup, tako imenovani nakup živil, so ugotovili, da so cene neverjetno visoke. Govorimo o 1 kilogramu jabolk, $6, $7, take stvari, predvsem meso. Opazil sem, da so oni veliki proizvajalci nizko kakovostnega mesa, ameriško meso, tega si v Evropi sploh ne želimo, ampak proizvajajo ga v industrijskih količinah. Opazil sem, da puran, ki je Američanom zelo všeč, stane približno $5 za 300 gramov. Nekaj takega, to ljudi opazijo, to jih zanima, to jih vsakodnevno pritegne. In to je tisto, o čemer je Trump govoril in dal tudi veliko obljub. Zato je zanimivo videti, da se je s to vojno povečalo tovrstnih težav in da ameriški dolg še naprej narašča. In tam je zanimiv dejavnik, potem bomo morda naslednji teden povabili kakšnega ekonomista v Alfaraz, ker svet ugotavlja, da je v situaciji, ko je ameriški dolg prvič presegel ameriške proizvodne zmogljivosti, to pomeni, da morajo s tem, kar zaslužijo, plačevati tudi obresti. Torej je to zgodba, ki lahko gre samo navzdol, če ne pride do kakšnega okrevanja, ker prvič dolg presega ameriške proizvodne zmogljivosti. In morajo plačevati tudi obresti. Tu je še vprašanje vseh tistih držav, ki imajo ameriški dolg in bi zato lahko imele vzvod pritiska. Izkoristil bom priložnost za kratek premor. To je nekaj presenetljivega, da vas obvestim tudi o naši aplikaciji, ker so seveda na voljo posodobitve. Vidim, da je veliko ljudi v komentarjih spraševalo prav o tej aplikaciji. Tako da vključim Antonija, dobrodošel nazaj, Antonijo, in vam podamo to majhno posodobitev. Kot veste, sem že leta na tem kanalu razkrinkaval različne zadeve, itd. Skupnost na našem Telegramu. Leta in še vedno to počne, je vodila notranji boj med objavljanjem novic, njihovim dopolnjevanjem, razkrinkavanjem, poskušanjem opraviti preverjanje. Vse to je bilo narejeno ročno, z veliko truda in znoja.
z moje strani in strani skupnosti. Danes se ta izkušnja avtomatizira. Ker tudi z vsemi 11.000 ljudmi, ki so v moji skupini na Telegramu, ne bi mogli spremljati 14.000 virov ali nekaj takega. Tukaj nastopi Antonijo, ki me spremlja od leta 2022, svojo družbo upravljajo Moj zemljevid. Naredili smo še veliko drugih stvari, recimo v ozadju, in zdaj so prišli ven s to aplikacijo, ki nam jo bo zdaj Antonijo razložil. Dober večer vsem, veseli me, da sem tukaj. Dober večer Daniele, dober večer tudi generalu, ki ga še nisem imel priložnosti spoznati v prenosu v živo. Recimo tako, ja. Torej, mi smo v prejšnjem prenosu naredili kratek uvod, predogled tega, kaj bo aplikacija, ki je med tem že izšla. Torej, novica, ki jo lahko sporočimo našim uporabnikom, našim sledilcem je, da je aplikacija končno na voljo. Je na voljo za Android v Google Play Store, tako da jo lahko prenesete. Kot je rekel Mirko, smo v teh letih skušali izkoristiti izkušnje skupnosti in poskušali kar najbolje uporabiti vse informacije. Zahvaljujoč skupnosti Mirka v vseh njenih različnih oblikah. Torej, na primer, v delu na Telegramu, pa tudi na YouTubeu in povsod drugje, poskušali smo zbrati te informacije, da bi pomagali našim umetnim inteligencam čim bolje interpretirati podatke. Da bi lahko ustvarili aplikacijo, ki nam lahko pomaga razumeti kontekst informacij. Pokažejo tudi tako, da jo lahko vidimo. V bistvu, ker že obstajajo tudi druge aplikacije te vrste, vendar ti večinoma dajo neko vrednost take vrste. Če ima novica ali časopis levičarski ali desničarski pristranskost, je ta aplikacija bolj usmerjena v osint raziskovanje in preverjanje. V kakšnem smislu? Obstaja veliko oznak, ki ne upoštevajo samo tega, ali je novica levičarska, ampak tudi ton tistega, ki jo je napisal. Ker se na primer Jerusalem Post napiše, da so ubili vodjo Hamasa, v redu. Morda je novica resnična, morda ni, ne leva, ne desna. Ampak pomemben je tudi ton tistega, ki to piše in kakšen je izvor, glede na temo, o kateri govorijo. In to je že nekaj več. Še ena dodatna stvar je, da si lahko vsak ustvari svoje filtre. Recimo doste Lanzara, jaz vedno uporabljam Lanzara. Zanimajo ga rakete, letala, droni in podobne stvari. Te sploh ne zanima novica o Trumpu, ki se pogovarja z Omančani in podobno. Filtriraš, tako da znotraj aplikacije praktično dobiš samo novice, ki govorijo o raketah, dronih in podobno, tudi o državah izvora. In si ustvariš svoj filter. Ker se želi vsak dan zbuditi in videti novice o temah, ki ga zanimajo iz celega sveta. Tukaj, to je funkcija, ki je nima prav nihče. Potem obstaja še veliko drugih načinov za izbiro novic, na primer, če se nanašajo na NATO, če se nanašajo samo na nekatere države ali specifične stvari. Jaz želim samo novice o dronih, kasneje bomo šli tudi bolj podrobno v funkcije, ker te morda zanima samo ena vrsta drona, samo novice o Reaperjih, na primer, ali novice o uničenih F-14, na primer, tako bo naš Lanzara žaloval. S tem lahko to naredite, seveda pa potrebujemo pomoč skupnosti. Tako za povratne informacije, pravkar smo jo zagnali, zagotovo bodo kakšne napake, težave in podobne stvari. Druge funkcije, seveda bolj tehnične, vam bo razložil Antonijo. Točno tako, kot je rekel Mirko. Cilj, recimo tako, aplikacije je uporabnikom dati kontekst za branje, za interpretacijo informacij. Torej, mi praktično z tehničnega vidika združujemo celo vrsto podatkov, ki bi jih seveda z človeškega vidika bilo nemogoče. Uporabljamo umetno inteligenco, da v trenutku vsaki informaciji, ki jo vidite, dodelimo te oznake. Na ta način lahko na prvi pogled praktično vidite, od kod prihaja novica, kakšna je vsebina, kateri vir jo objavlja in kako zanesljiv je ta vir zgodovinsko gledano.
To je za nas ključno, ker kot vemo, živimo v svetu, kjer je dezinformacija žal vse prisotna. Tako je, vedno več novic in zato postaja zelo težko jih razvrščati, ocenjevati in se v vsem tem znajti. Umetna inteligenca to na srečo počne zelo dobro, zato mi s pomočjo oznak in stvari, ki jih je mogoče hitro opaziti na prvi pogled, poskušamo predstaviti te podatke. Predstavimo tudi, kakšna je uredniška ali geopolitična perspektiva, ki lahko v določeni meri vpliva na novico, ki jo berete. Torej v smislu, če berem novico, ki mi jo na določen način predstavi akter, ki je del NATO, se lahko orientiram in si ustvarim predstavo o scenariju. Če isto novico ali drugačno novico poda oziroma napiše akter, ki je del sovjetskega bloka, kitajskega bloka, naprimer Ruska federacija, si lahko ustvarim drugačno predstavo. Potem pa je še ena pomembna stvar, naprimer ton novice. Kot je Mirko omenil tudi prejšnjič, imamo majhno oznako. To je ta tukaj, ki je mikroskopska skoraj neopazna je. Vendar je zelo pomembna, ker vam v bistvu pokaže, kako je tisti, ki je napisal novico, želel predstaviti novico, s kakšnim tonom jo je želel predstaviti uporabnikom. Torej, klasičen primer, ki ga mi dajemo, je, ko prebereš novico, naprimer o smrti nekoga. V pozitivnem tonu, ker je očitno bila napisana za strani frakcije, ki je v političnem ali geostrateškem nasprotju z tovrstnim akterjem. Zelo zanimivo. Razvrščanje virov temelji na tem, ali je novica resnična ali lažna, ker je morda še 10.000 drugih strani, ki so jo ovrgle. To ustvari nekakšno lestvico virov, kjer če je časopis sistematično objavljal novice, ki so se izkazale za lažne, ker so jih nato ovrgli, če ne neposredno drugi časopisi, pa preprosto dejstva iz zgodovine. Naj dam primer. Ukrajinska ofenziva je že propadla. Evropa naj to prizna. Članek iz leta 2022, potem pa smo videli, da je ofenziva leta 2022 dejansko uspela. No, umetna inteligenca vidi tisti članek in ga samodejno šteje za napačnega. Potem postopoma delamo na veliko več oznakah, da bi poskušali upravljati, pa tudi ustvariti filtre. Kar novinar, kar raziskovalec OSINT, ki morda želi slediti določenim vprašanjem. Ampak recimo, če je nekdo preprosto, nekdo, ki želi imeti vsaj neko raven filtra za to, kar se ponuja na spletu, česar je ogromno, no, to ti ustvari takojšen filter, ki ni pristranskost. V tem smislu. To ni moje mnenje, mnenje Antonija Kostija ali kaj podobnega. Znanstveno merilo, ki se uporablja, je enako za vse. Torej ni tako, da bi rekli, po našem mnenju je tista stran taka, po našem mnenju je drugačna. Odstrani pravzaprav dejavnik tega, da sem komentator, poskušam odstraniti svoje pristranskosti, biti čim bolj objektiven in iskati čim več virov. Nikoli ne bom mogel narediti tega, kar počne naša umetna inteligenca Mater, ki pregleduje kar 14.000 virov. Zadnja stvar, na kateri delamo, to je ogromen projekt, sredstva je zagotovo Antonijo. Jaz vlagam svoj čas, svoje izkušnje z viri, odkar sem začel s to stvarjo, ampak to ni delo, ki bi ga lahko opravil sam. Zato delamo tudi na OSINT Home. OSINT Home je odjemalec, ki je zelo podoben tistemu, ki ga je izdala Univerza Berkeley SETI v začetku 2000-ih. To je programska oprema, ki si jo preneseš na računalnik in uporablja 20 do 30%, odvisno od zmogljivosti tvojega računalnika. Da nam pomagaš katalogizirati, poleg naše umetne inteligence, vire, tako da postane to skupno delo, da nam pomagaš. Zdaj še ne vem, kdaj bomo uspeli izdati OSINT at Home, ampak vem, da je veliko tistih, ki me spremljajo, piflarjev. Morda imajo celo strežnike v podjetju, ki jih ne uporabljajo. Bravo, porazdeljeno računalništvo, kamnita stena in tako naprej, ali pa ljudje, ki imajo tisti slavni Muleto, torej sekundarni računalnik in tako naprej. No, če želite pomagati in biti del te velike avanture, aplikacije OSINT. Kategorizacija virov in tako naprej. OSINT at Home bo odjemalec, ki nam bo pomagal. Absolutno. Če lahko zelo na hitro vidite, prej smo govorili, odkot prihaja novica, ne? Potem pa tudi tukaj. Z Mirkom sva poskušala
uporabiti vmesnik, ki bi bil čim bolj preprost in neposreden. Ker imamo veliko informacij za predstaviti, vendar jih moramo narediti izjemno dostopne in preproste. Torej, odkot prihaja novica? Preprosto so zastavice, ki so nam zelo všeč in vam jih pokažejo. Vendar pravi, vir izvirne novice ni novica ANS, ki je bila ponovno predvajana, ali italijanski članek, ki je bil ukraden ali prirejen iz članka Washington Posta. Tukaj vidiš samo izvirnik, ker umetna inteligenca seveda vidi, kdo je prvi objavil. Besedilo je enako, nima smisla, da ti ponudi 10 enakih. Točno tako. Mi gremo tja, kjer tako rekoč nastane vir informacija. Torej, informacija se rodi. Zato seveda predstavljamo informacije, članke iz izvornih virov. In dodali smo zastavico, ki nam pomaga prepoznati izvor vira. Kakšna vrsta vsebine je to? Kot sem vam prej povedal, tukaj so oznake, imamo nekakšno klasifikacijo, recimo temu splošno in tudi nekoliko bolj specifično, vojaško, kot je prej rekel Mirko. Če na primer članek govori o dronih, boste videli oznako za drone. Če govori o dejavnostih na kopnem, je oznaka land in tako naprej. Kateri vir? Javni vir je ključen, ker kot vidite, poleg zastavice je še ena oznaka, torej oznaka izvirnega vira. In potem nam je uspelo izdati tudi to funkcijo, ki smo jo sicer načrtovali za kasneje. Ampak recimo tako, je že na voljo prikaz razvrstitve virov, ki jo pripravlja umetna inteligenca. Kot je rekel Mirko, obstaja zapleten kriterij, o katerem bomo morda govorili kasneje, ker bi za to potrebovali vsaj 2 uri. Zato pa uporablja vrsto umetnih inteligenc, torej mi nimamo ene umetne inteligence, ki bi to počela. Obstaja orkestracija številnih vrst umetnih inteligenc, tako odprtih kot zaprtih, naših specializiranih. Podatke, ki jih pridobijo umetne inteligence, križamo z javnimi kvalificiranimi viri, ki razvrščajo novinarske medije. Opravljamo to ogromno delo in ga nato poskušamo predstaviti. Vse to delo smo povzeli v tem listu. Na primer, jaz sem izbral enega povsem naključno. In vidite, da smo tukaj začeli predstavljati tudi rubriko z podrobnostmi o viru, torej podrobnostmi o informacijskem viru. In kot vidite, sistemi začenjajo zaznavati, na primer, propagando. Imamo celoten, izjemno kompleksen algoritem, ki začne opredeljevati dejavnike propagande in nam jih predstavi. Tako, če to vidite v rumeni barvi, pomeni, da gre za propagando. To je tudi precej pomembno, ker je lahko na primer vir, ki vsebuje propagando. 5, vendar boste to videli v zeleni barvi, 5 od 100. Potem postane rumeno in rdeče in tako naprej. In potem, kot sem vam rekel, del uredniške perspektive, ki lahko vpliva na pripoved, je bila pravzaprav država izvora. Države so lahko neuvrščene del NATO ali pa bloka Kitajska, Rusija. In potem je tu še ton, o katerem sem govoril malo prej, tako da imate tudi tukaj na prvi pogled ton dogodka. Če lahko na hitro, imamo več različnih... Torej, ni več časa, kar je, tudi zato, ker imamo potem res veliko stvari, oprostite. Ker je v resnici v aplikaciji ogromno stvari, če je seveda načrtovano. To so tehnične stvari. Prenesite si jo, mimogrede, pravijo mi, da nas nekdo gleda na Hrvaškem in ima težave s prenosom, zato ne vem, preverite, če je kakšna blokada v kakšni državi. Zadnja stvar. In potem začnemo s tisto stvarjo, ki si mi jo poslal ti, Daniele. Če želite pomagati in ste morda strokovnjaki za te stvari, tehnike in podobno, pojdite na spletno stran OSINT in tam boste našli obrazec, kjer lahko neposredno napišete in se ponudite. In potem boste stopili v stik z Antonijom in bodo ocenili, bodo preverili. Trenutno je brezplačno, nimamo monetizacije, je v fazi odprte bete in tako naprej. Potem seveda zato prosimo za pomoč ljudi tudi pri izračunu. Ker če pride nekdo in želi narediti raziskavo o Wagnerju ter pošlje zahteve naši umetni inteligenci, našim strežnikom. Vsakič, ko je bil Wagner omenjen, od zdaj do 5 let, in ti mi greš izsesavati vire, v bistvu plačujem jaz tvoje raziskave. Eno je vsakodnevna uporaba, kjer želiš preveriti 2 stvari, drugo pa je, če želiš delati prave raziskave. Recimo OSINT, morda za diplomsko nalogo o PMC-jih, zasebnih vojaških podjetjih. Torej, mi ne moramo porabiti 200 evrov, da bi ti omogočili raziskavo na 10 000 virih o eni sami temi.
Kristjana Up, ravno kar sem prenesel, medtem ko sem prenesel eno novico, vprašam isto. Ste videli tistega Pineskija? Ja, morda kdo ne ve, govoril sem z nekaterimi stiki, za tiste, ki ne vedo, kdo je bil Pineši, bil je Italijan, ki se je boril v Ukrajini. Zanesljivih virov še ni. Ni bil recimo tuj temu, da je občasno izginil za določena obdobja. Prav pred začetkom prenosa sem govoril z nekaterimi stiki in tudi oni nimajo popolne gotovosti, zato bi počakal, da vidimo. Zelo verjetno, skoraj 90%, da je tako. Ampak zelo verjetno je. Obstaja majhna možnost, da gre za zamenjavo ali kaj podobnega. Jaz ga za 100% nisem našel, zato je zelo verjetno, da je tako. Torej, hvala lepa, Antonio. Sledite povezavam, našli jih boste tudi v klepetu, v opisu, v pripetem komentarju in potem se bomo še obveščali, predvsem, ko izide House Osint at Home, ker nam bo to zagotovo zelo pomagalo. Obstajal bo tudi sistem razvrščanja, zato bomo morda poslali knjige tistim, ki so nam najbolj pomagali, nekaj bomo že pripravili, se bomo organizirali. Torej, hvala Antonio, hvala vam. Hvala vam, hvala in cenite, se vidimo kmalu. Torej, Daniele, to je pomembna točka, ki si jo izpostavil, torej tista odstranitev mnogih priljubljenih osebnosti, ki so v Ameriki, torej Amerika s Trumpom se nekoliko prazni, ker je on takšen. Torej, če se ne strinjaš z mano ali rečeš kaj, kar mi ni všeč, si odstranjen. To se je zgodilo tako v vojski, kot tudi pri diplomatih. In to bo zagotovo povzročilo škodo na dolgi rok. Ker je vendarle pomembno imeti diplomate, ki dobro poznajo določene situacije in so bili tam že vrsto let. No, praktično bo že naslednji predsednik moral popraviti vse škode, ki jih povzroča. Jaz, na primer, sem se šalil pa rekel, da je težko napovedati prihodnost, enega pa lahko napovem. Naslednji predsednik Združenih držav bo svojih 4 leta preživel tako, da se bo opravičeval polovici sveta. To je zanimivo, analiza propada ameriške diplomacije pod predsedovanjem Trumpa. Ne, mislim, da gre samo za osebno zadevo, ampak tudi za nestrpnost do vseh, ki se ne strinjajo morda s Trumpovo linijo. Svetujem vam, da preberete, ko boste imeli čas, ker gre za preiskavo. Približno 2 strani, trenutno jo objavljamo na spletni strani Jerusalem Posta. Če pa boste pozorno prebrali, je preiskavo opravila Reuters. Torej je Reuters ena najpomembnejših agencij, če ne celo najpomembnejša agencija na svetu, skupaj z Associated Pressom. In govorili so z nekaj kot 5060 ameriških diplomatov, pa tudi iz drugih držav, praktično skoraj vse anonimno. Podatki so zaskrbljujoči. Predlagam vam, da si jo resno in mirno preberete. Ker se bo morda kdo spomnil, da sem že pred nekaj tedni o tem govoril. Opozoril sem vas na podatek nekdanjega ameriškega veleposlanika v Pekingu. Moj nekdanji sošolec z univerze Nick Burns, ki je bil ameriški veleposlanik pri NATO, je bil 3. človek, ko je bila Hillary Clinton državna sekretarka. On je rekel nekaj neverjetnega. In rekel je, da so med različnimi ameriškimi diplomati, ki so bili odpuščeni z novo Trumpovo administracijo, torej s to trenutno, bili edina 2 ameriška diplomata, ki sta znala farsiščino, torej jezik, ki ga govorijo v Iranu. V tej preiskavi drugi ameriški diplomati anonimno pripovedujejo, da so, ko so poskušali razložiti 2 newyorškima nepremičninarjema, Wittkocku in Kushnerju, pomen izrazov uporabljenih v pogajanjih o jedrskem vprašanju z Iranci. Wittkok in Kushner sploh nista razumela, o čem so jima strokovnjaki skušali govoriti. Po tej preiskavi je predsednik rekel, da govori farsijsko. Ameriške ambasade po svetu od 195 v zalivu, če se ne motim, 5 od 7
nima ameriškega veleposlanika. Podatek, ki ga je napovedal Merko, je še bolj osupljiv. Skoraj vsi novi veleposlaniki, teh nekaj novih veleposlanikov, so politično imenovani. V nekaterih primerih pa gre za res izstopajoče primere. Naprimer, oče Kučnerja, nekdanji zapornik, ki je šel v zapor in mu je Trump, glej ga zlomka, podelil predsedniško pomilostitev. Danes je ameriški veleposlanik v Parizu, kot pravi Lex Moros Lex. Eden od Trumpovih sinov je ameriški veleposlanik v Atenah. Če greste na grški tisk, se tam smejijo in še kar naprej. Od smeha na grških družbenih omrežjih, ki si lahko predstavljate eno, ki se je gibala med Mar-a-Lago in Trumpovo stolpnico, kaj lahko potem predstavlja v tisti državi? Velika večina redkih imenovanih veleposlanikov so ljudje, ki so prispevali denar za Trumpovo kampanjo. Potem imaš primer, za katerega kot Italijan verjamem, da ga bodo italijanski mediji, ki tega sploh ne spremljajo resno, prej ali slej začeli obravnavati. Rad bi pripomnil glede Italije, da ima Italija, namesto da ne bi imela niti enega veleposlanika, celo dva. V smislu, da ima veleposlanika, ki je formalno politično imenovan, to je ameriški veleposlanik v Rimu. Fertita ima potem še to drugo osebo, tega neverjetnega človeka, verjemite mi, Zampoli, ki se predstavlja kot veleposlanik in velik prijatelj Trumpa, se srečuje s politiki desnega in levega centra. Nenehno hodi po Rimu in govori, jaz govorim s Trumpom in tako naprej. Zdaj si predstavljajte primer našega ministrstva za zunanje zadeve, ko mora ugotoviti, kakšna je politična linija Bele hiše. In to je prav tisti pomen, ki je pojasnjen v preiskovalnem prispevku, ki ga gledate. Ja, oprosti, da jo citiram. Veliko diplomatov, tako bomo razumeli, kaj mislijo, ko je Trump prišel ven s celotno civilizacijo. Umrl bo to noč. To noč seveda ljudje, predvsem v diplomatskih krogih v Evropi in Aziji, začeli so opozarjati. Ker če Rusija izkoristi priložnost in začne dajati podobne grožnje, se tukaj vse razplamti. Tudi zato, ker ni bilo jasno, kaj pomeni uporaba jedrskega orožja, so evropske vlade takoj iskale zagotovila preko tradicionalnega kanala, torej ameriškega zunanjega ministrstva. A po besedah diplomata so uradniki dali zaskrbljujoč odgovor. Niso vedeli, kaj ima v mislih Trump. Torej se on ne usklajuje vnaprej. On nekaj reče, izstreli neko izjavo in nihče ne ve ničesar. Če si pogledate izjave Rubio, Vance, Exit, ne govorimo o Exitu. Ko mu kakšen novinar uspe zastaviti vprašanje, so odgovori taki, kot bi jih dal devetošolec, ko ne ve, kaj bi povedal učitelju. In ti rečejo, da bi predsednik Združenih držav Amerike lahko podpisal sporazum z Iranom ali pa tudi ne. Bo predsednik Združenih držav Amerike odšel v Peking, da bi poskušal doseči dogovor? Ampak če ne bo našel dogovora, bo pač videl sam. Torej, v prvem mandatu Donalda Trumpa je to velika razlika v primerjavi s prvim. To je veltronizem, ki je šel čez ocean, ampak tudi... Glede Italije, in ti potem rečeš, v prvi Trumpovi predsedniški mandat so bili 3 najpomembnejši predstavniki sveta za nacionalno varnost. Veleposlanik Bolton, Fiona Hill in Kurt Volker. 2 od 3, Bolton, nikoli nisem imel neposrednega stika, vendar je bil Kurt Volker moj direktor. Na univerzi Johns Hopkins v Washingtonu je Fiona Hill ena največjih strokovnjakinj na svetu. Mimogrede, glasuje za demokrate. Kurt Volker je zmeren republikanec, tako kot je republikanec Bolton. Kaj se zgodi? Na nek način je bilo v prvem mandatu predsednika Trumpa veliko predstavnikov, ki so delali v Beli hiši in so mu lahko rekli, predsednik, premislite 2-krat, poglejte, obstaja alternativa in tako naprej.
Glede na značaj, ki si ga opisal ti, Mirko, pri Trumpu, raje si ustrelil nogo, kot da bi priznal, da imaš prav. V drugem mandatu si je izbral skupino prikimavalcev in prikimavalk. Mimogrede naj vam povem, da je odstavil 4 ljudi, skoraj vse ženske odstranjuje. Zanimivo. Ameriški mediji so to opazili in se o tem še naprej govori. Izginila sta 2 nepremičninska špekulanta. Naj vam povem še nekaj, kar po mojem mnenju italijanski mediji še niso pojasnili. 2 nepremičninska špekulanta, ki jo je pošiljal naokoli iskat mir v Rusiji, potem v zalivu in tako naprej, v zadnjih tednih sta izginila. Na prizorišče so stopili Pakistanci, dejansko si videl, da gre pakistanski zunanji minister jutri zjutraj v Washington, torej so vstopile tudi države. Naj vam dam primer, imam zelo dobrega prijatelja, ki dela v Londonu, recimo tako. In ko sem mu povedal, kako Trumpova administracija imenuje veleposlanike, recimo v Indiji, mi je rekel, mi Angleži, če pošljemo nekoga, v New Delhi za veleposlanika mora vsaj znati hindi, mora znati jezik države. Tukaj je to igra nekaj takega. Torej, problem je v tem, da imaš tukaj predsednika, ki je nepredvidljiv. Prej je rekel, en dan ti reče eno stvar, drug dan ti reče drugo. Torej, kako naj ti uspe? Ampak isti Trump ti reče, v redu, naredimo premirje. Ampak si prepričan, da ga bo pojutrišnjem spoštoval. Prvič, drugič, ker je odstranil strokovnjake, se jih je iz ameriškega zunanjega ministrstva odstranil približno 3000. Ljudje, ki so prepotovali svet, ki znajo jezike, ki imajo stike in tako naprej, ki imajo občutek za dogajanje v svetu. Jasno je, da si se znašel v situaciji, kjer tudi če bi hoteli iz ameriškega zunanjega ministrstva, CIA, FBI-ja in tako naprej, predsedniku ne bi mogli pomagati. Torej, uničevanje tistega, kar imenujemo globoka država, povzroča škodo Trumpu, predvsem. No, Ker vem, da s Pavlovim hrbtom ni najbolje. Torej. Vse v redu. Pavlo, imagine. Ja, ne, hotel sem vam ravno povedati, da so pogovori res zelo zanimivi, ampak skoraj sem že brez baterije, zato se moram tukaj posloviti. Povej nam svoje mnenje o tej zadevi. Ne samo z vidika Trumpa in podobno, ampak tudi z tehničnega vidika. Se pravi, da pošiljajo domov veliko diplomatov. Diplomacija je korpus, kot vojaški korpus, je bistveni del naroda, ni nekaj, kar bi počeli za šalo. Obstajajo diplomatske šole, Francozi imajo svojo diplomacijo, Angleži imajo drugo, imajo tradicijo, vendar tradicija ni metuljček ali okraski ali stvari, kot je strežba za mizo. To je mreža stikov, od katerih nekateri segajo 200, 300, 400 let nazaj, ter se celo ohranjajo in razvijajo. Ne, zato, ker je alternativa diplomaciji vojna. Zato se nobena država ne odpove svoji diplomaciji, ker ji ostane le še orodje vojne, ki pa je zelo drago in predvsem negotovo. Zelo preseneča, da se prva sila ali tista, ki se še vedno šteje za prvo silo na planetu, odpove diplomatskemu korpusu. Zakaj? Ne vem, če obstaja ta izraz v italijanščini, zaradi šalabajzerstva, torej preprosto zato, ker se obnašajo šalabajzersko. In ljudje, ki nimajo pojma, kaj počnejo in povzročajo škodo tistim, ki to počnejo. To je precej razširjen virus, zgodil se je v različnih državah, ni izjema niti naša, in to so škode, ki niso nepopravljive. Še več, ker preostali svet ne vidi tega kot nekaj začasnega, ampak kot pot, ki so jo ZDA ubrale. In prav si omenil govor. Naslednji predsednik se bo naslednja 4 leta opravičeval svetu, a nadaljevanje tega stavka pa je, ali bo svet te opravičila sploh sprejel. Ali pa bo v teh 4 letih našel varnejšo, bolj pomirjujočo, bolj zanesljivo oporo, morda ne več tako sorodno z vidika vrednot, če sploh predpostavimo, da imajo vrednote kakšen pomen in vrednost v takšnem svetu.
In pravzaprav, poglejte, kakšna je reakcija, naprimer, povprečnega človeka danes. Povprečen človek danes Kitajsko dojema kot element stabilnosti, Rusijo pa kot nekaj, v čemer je malo grob, ampak razume se, kaj ima v mislih in se smeji ob misli na to, kar počne Trump. Zdaj, vzemite, mislim, da je to 49. predsednik Združenih držav Amerike, mislim, da je bil 49. Potem si predstavljate, vzemite vse portrete predsednikov Združenih držav Amerike, od Georgea Washingtona naprej. Zdaj se vsakemu od teh obrazov odkrito smejijo v obraz. Torej, ni nikogar, ko bi ga pogledal v obraz, prijelo smejati se. Brez da omenjamo Abrahama Lincolna ali Roosevelta, prvega in drugega, ali podobne osebnosti. Ampak tudi drugi predsedniki niso bili ljudje, ki jih ne bi jemal resno. Škoda, ki jo je povzročil, je ta in je resna, zakaj bi se odpovedali ali zmanjšali diplomacijo. V tem smislu. Lahko se odločiš, da je ne boš uporabil, lahko jo daš na čakanje, jo začasno ustaviš, da naredi korak nazaj. To je bila politika Napoleona. Napoleon je pošiljal svoje vojske naprej in ohranjal živo svojo diplomacijo. Ampak jo je postavil v drugi plan, ko je skoraj v tistem trenutku naprej poslal tudi svoje ambasadorje. Lahko se odločiš, da to narediš, vendar se ne moreš odločiti, da jo razpustiš. Ker če jo razpustiš, si svoji državi oduzel vir, strateški vir. In to velja za Ameriko, velja pa tudi za srednje majhne ali majhne države, kot je naša, ki imajo lahko v tem zmedenem svetu zelo pomembno vlogo. Prav zato, ker nikogar ne ogrožajo in so lahko nosilke zdrave pameti. Vsele bo naš diplomatski kanal ostal živ in aktiven. In če pogledamo, kdo jih je v zadnjem času zastopal, se mi porajajo določeni dvomi. Recimo tako. Imam nekaj dvomov, ki jih obdržim zase. Žal mi je, da se moram posloviti od vas, ker vas je vedno užitek poslušati in vas posluša. Daniel bo to poslušal, jutri enako tudi ti, Mirko, potem pa bomo pogledali posnetek. Zahvaljujem se vsem, ki so imeli potrpljenje, da so me spremljali do sem. Hvala tudi tebi, Pavlo, ki si kljub bolečinam v hrbtu tukaj z nami. Ta duh predanosti, tudi spoštovanja. Vedno je užitek. Hvala, Pavlo. Živijo. Daniele, zadnje vprašanje zate, potem ti prepustim zaključek. To je nekaj, kar kroži tudi v klepetu. Ampak vsem tem, Hexet in vsi ostali liki, razen njegovih izjav in podobno, Vance predvsem, ne rečejo ničesar. Glede na zahvale vsem in obljube, da jih ne bodo vlekli v vojno, ta vojna naj ne bi trajala 6 tednov. A ti liki niso razumeli, da jih bo smer, ki jo je ubrala Trump, uničila tudi njih. In zato se na nek način poskušajo tudi sami izvleči. Se nekoliko distancirati, se umakniti, biti nekoliko manj vidni? Ker je bil Vance eden tistih, ki ga je zelo zanimalo biti tam, ko je bil Zelenski. Bil je povsod, bil je kot peteršilj, nenadoma pa je postal kot jastok, na krožniku ga ni več. Ne samo to, če pogledate, potem, ko je Sveti oče pred nekaj dnevi izdal encikliko o umetni inteligenci, Vance, ki ga je žalil, ga celo malo grozil in tako naprej, ga je pohvalil. Torej, Vance, ki je katoličan, spreobrnil se je v katolištvo pred nekaj leti in je po njihovem mnenju vodil del katoličanov. Eden najbolj ostrih magavcev proti temu papežu z ameriškim potnim listom. Torej, ena izmed zelo redkih osebnosti na tej ravni. Izvoli so ga oni, ne hvaležneža. Zaradi njih je bil izvoljen na ta položaj. Tako je, sposoben je bil na nek način zajeziti narativo Trumpovega predsedovanja. Nekaj je v ozadju, tudi ta vidik, priznam ti, nekaj se dogaja. Kot da bi večina ministrov, recimo jim tako, postala nema v zadnjih dneh, kot sva rekla. Najprej sta izginila 2 nepremičninska mogotca iz New Yorka. 4 člani Trumpove vlade so bili odstranjeni. Na udaru je direktor FBI, ki mu
če poslušate ameriške podcaste, manjka samo še steklenica vina. In potem je išla preiskava revije Atlantic, če se spomnite, je bil zelo jezen, ki pravi, da je bil tako pijan, da so morali na neki točki poklicati specialce. Da so rekli, če se zgodi kaj res pomembnega, bomo morali razbiti vrata sobe, v katero se je ta zaprl. Ali pa šefa FBI-ja, torej ene najpomembnejših obveščevalnih agencij, torej boja proti kriminalu na svetu, ni tam. Exit je šala, Exit je eden, se ga spomnite. O tem smo govorili lani, ko je šel izzivati tistih 1200, kolikor jih je bilo ameriških generalov, ki so jih poklicali z vsega sveta v Quantico v Virginiji, da jim reče, ti si debelušen, ti imaš dolgo brado, ti se moraš malo bolje obleči. Torej, problem je naslednji. Tukaj, Mirko, tole zgodovinske knjige, za tiste, ki jih zgodovina res zanima, so polne situacij, kot je ta, ki jo opisujemo mi. Ko imaš enega samega človeka na čelu in zdaj, v tem trenutku, imaš v Washingtonu enega samega človeka na čelu, ki tudi po značaju nima intelektualne skromnosti, da bi poslušal mnenje koga drugega. Mnenje nekoga drugega ti lahko pritrdi, a včasih ti lahko reče, poglej, obstaja alternativa. Prej si omenil primer napada na Iran. Preiskava New York Timesa, ki je išla pred enim mesecem, nam pove, da je ves tako imenovani ameriška globoka država. V Beli hiši so rekli predsedniku, pazite, prva stvar, ki jo naredijo Iranci, je, da zaprejo Hormuško ožino. Ni bilo treba biti posebej pameten za to. Netanjahu je bil tisti, ki je vztrajal, prepričan. Netanjahu in vodja Mosada sta pritiskala na Trumpa, da bo režim padel. Ne samo, da režim mi padel, ampak jim mi uspelo narediti naslednjega koraka, torej neutralizirati tistega, ki je bil po Trumpu. Ki je mimogrede lani rekel, da je vse uničil, ker potem mi, ko ga ves čas lovimo, pozabimo, kaj je rekel prejšnji dan. On je lani po napadu z Grantom rekel, da so vse uničili. Torej, šefinja ameriške obveščevalne službe, ki jo je on odstavil pred nekaj dnevi, ko je odstopila pri Gabarjevi, ker njen mož ni v redu in tako naprej, v resnici je takoj prišla v spor z njim, ko je rekla, si drznila reči, pozor, ameriške obveščevalne agencije nam sporočajo nekaj drugega, kot ti praviš. Prejšnjih primerov se ne spomnim. Spomni se 24. junija 2010. Ampak tudi mi pri Osintu, še slabše pri Osinterju, pravimo. Bilo je nepredstavljivo, da bi Američani lahko naredili oceno škode na nečem, kar v resnici nimaš možnosti preveriti. To je pomembna točka, ko govoriš o pogajanjih in kompromisu, v resnici delaš domneve. Torej, vzameš teh znamenitih 440 kilograme zelo, zelo obogatenega urana in jih daš Rusom, jih daš Kitajcem, jih daš nekomu drugemu. Tega Iranci nikoli ne bodo storili. Ker v trenutku, ko Iranci predajo tudi prijateljski državi, če bi kdaj v prihodnosti res želeli izdelati atomsko bombo, tega ne bi mogli več storiti. Najprej zato, ker bi s tem, ko bi zahtevali uran nazaj, takoj razkrili svoje namene. Ampak potem je še ena težava. Ali ta uran sploh obstaja, ga ni, kje je? In ti imaš zgodbo, Mirko? Mi vedno govorimo o Trumpu, v resnici pa se je začelo že vsaj v Obamovih časih. Združene države Amerike že 20 let sklepajo kompromise z diktatorskimi režimi, kot je Iran. To so storili tudi z Gaddafijem, ko so mu rekli, ti nam vrneš kemično orožje, mi pa ti dovolimo, da še naprej preganjaš libijski narod. Koga briga, da ni demokracije? Važno je, da ti predajo kemično orožje, jih ubiješ in nekdo reče, ampak poslušaj, jaz sem videl, kako je končal drug diktator, zakaj bi moral tudi jaz to storiti? Kdo pa zaupa? Torej,
Nisi sposoben skleniti kompromisa. To je pravi problem. Trump je zaradi domišljavosti prekinil Obamu kompromis. In takrat je rekel, poglej, ti bom pokazal jaz, brez da bi gledal zemljevid, ki si ga prej pokazal. Če sta v Gibraltarju Španija in Maroko. Ali Španija in Maroko zapreta? Geografija ni mnenje, to je nekaj, kar obstaja, odkar obstaja svet. Ali najdeš kompromis, ali pa ne prideš ven. Ampak moraš imeti intelektualno skromnost, da najprej priznaš, da si med volilno kampanjo govoril neumnosti, vsaj pri določenih temah, kot je ta, ne pa pri vsem. Naprimer, glede nezakonitih migracij, pri drugih temah. Po mojem mnenju je imel Trump prav. Torej, bilo je izven nadzora, objektivno izven nadzora, volk. Ne govorimo o tem, ko začnejo podirati kipe Kristoforja Kolumba, Ampak nasplošno, tukaj te stvari, torej vprašanja, to so razmisleki. Zaključki takole, potem bomo zaključili. Po mojem mnenju, ti 2 dni in tako naprej ne bosta prinesli ničesar. Ključni dejavnik v zagotovilih, ki jih je Trump dal Netanjahuju, je bil tisti bodi miren glede vprašanja urana. Ostajamo popolnoma neomajni, zahtevamo izročitev, to je prav tista nujna tema, o kateri Iranci nočejo ničesar slišati. Torej, po mojem mnenju, lahko jih je 30, ti 2 vedno izstopata. Oni nočejo opustiti svojega jedrskega programa, po drugi strani pa drugi zahtevajo popolno opustitev jedrskega programa. Vse ostalo je po mojem mnenju bolj stvar pogajanj, bolj obvladljivo in tako naprej. Zato je bila ta vojna za Izrael ravno v tem, da ustavi Iran pri pridobivanju jedrskega orožja. Nič več in nič manj. Vse ostalo, ja lepo, so zmanjšali njihove zmogljivosti. Raketne zmogljivosti, proizvodne zmogljivosti, mornarico, čeprav jim to na koncu nič ne koristi, ker so dovolj že čolni, da ogrožajo Ormuz, ki je tako ozek, da lahko mirno streljaš s kopnega. Mislim, da glede teh 2 točk, ki sta v resnici edini pomembni v tej zgodbi, nikoli ne bo dogovora. Iskreno. In ker je Trump eden tistih, ki hoče vse, ali pa ga sploh ne zanima, mislim, da bodo izgubili nekaj tednov s prelaganjem pogajanj, potem pa bo neizogibno sledil drugi krog ameriških napadov. Kar ne bo spremenilo popolnoma ničesar, spet bomo imeli enako situacijo. In tam pride na vrsto pogovor, ki sva ga imela z Al-Farah Farasom. Kriza, ki naj bi po Trumpu trajala 6 tednov in v kateri so po njegovem že zmagali, se spremeni v sistemsko krizo. Ker se ta zgodba lahko preprosto nadaljuje v nedogled. Na ta način si ga ne predstavljam, da bi priznal poraz, da ni dosegel pravega cilja. Pravi cilj bi lahko bil tudi sprememba režima. Noro je to misliti, ampak glavna tema je bogatenje urana. Zato se res lepo zahvaljujem Danielu in še bolj Pavlu, ker ga boli hrbet. Zato ne more dolgo sedeti v oddaji. Zato to počne zgolj iz občutka predanosti, ne samo do mene, ampak tudi do gledalcev. Za posodobitev in se zelo zahvaljujem Antoniju, vas spominjam, da je aplikacija v opisu, prenesite jo, pošljite nam povratne informacije, e-pošto, obiščite spletno stran in tam boste našli tudi obrazce, kjer lahko pošljete morebitne napake ali vaše predloge za sodelovanje ali pomoč. Poskušali vas bomo o vsem tem sproti obveščati. Tako pomagate tudi meni, ker mi ljudje pogosto pišejo tudi v komentarjih, ampak ali je ta novica resnična? Pojdite v aplikacijo, to vam bo dalo stopnjo filtriranja, ki je ne dobite samo z gledanjem. Večina italijanskih medijev pogosto povzema isto novico, vendar je ne preveri. Tudi zato, ker koga pa sploh briga preverjati novico. Če je novica takšna, da dvigne prah, jo objaviš tudi ti. Poskušaš zajahati val, kar je ravno nasprotno od novinarskega dela. Moral bi preveriti, ali je ta stvar resnična, jaz sem tisti, ki te spremljam, kaj je tvoje delo, da samo povzameš, kar so povedali drugi. To ni bilo delo novinarjev. Hvala vsem in lahko noč. Vidimo se v nedeljo, posodobili bomo glede Ukrajine ali pa najkasneje v ponedeljek.